Samo ne povedal, da sem švingljal pri matematiki pa pri slovenščini, ampak mislim, da je to to. Bom še enkrat to. Zdravo, jaz sem Matic iz Polkaholikov in vi spremljate YouTube kanal Džungla. Danes rešujem test iz osnovne šole za 5. razred. Vi se pa naročite na kanal Džungla, lajkite, šerite, komentirajte. Če pride video do 2000 lajkov, pa rešujemo test za 6. razred. Hitro si pogledaj video. Evo, test za 5. razred. Da sem prišel do 5. sem mogel biti pa brihten. Prvo vprašanje, na koliko časa volijo župana? To je že prvo vprašanje, ne znam kaj še pa celi test za rešiti. Na koliko časa volijo župana? Na koliko časa volijo župana? 4 leta. Župana od občine. To je isto kot predsednika. 4 leta. Politika, to me ne zanima, ampak me si na 4. Drugo vprašanje, zakaj les plava na vodi? Zaradi tega, ker je njegova gostota manjša od nje. Fizika. Sem 5. razred. Plava, ker je lažji. Plava, to je že let, ker ima manjšo gostoto. Ja, ne vem, ker je lahek. Probably, no ne vem. Spustim, nimam pojma. Napiši besedo, ki ima en zlog. Stop. 2 zloga. Džungla. En zlog, pa to bi lahko bilo konj, na primer. Ki ima besedo, ki ima 2 zloga. Cesta, na primer. Prst. 2 zloga. Polka. En zlog, zdaj vem, kaj je to, hvala Bogu. Mislim, se sem že prej vedel, ampak zdaj pa še bolj vem. Les. Voda. Popravi napake. Dedek Lojze gre vsako jutro na Šmarno goro. Ja, mislim, da se imena se piše z veliko, ne? Po mojem. Lojze z veliko gre vsako jutro na Šmarno goro. Pa Šmarna gora se piše, ker je gora Šmarna z veliko. Mislim, da to mi bo kar šlo. Soseda je januarja smučala v Kranjski gori. Soseda? Mislim, da ker je pa Kranjska gora kot kraj mišljeno, je pa obojno z veliko. To gre nas tudi z dedekom vsakič, ja. Dedek Lojze z veliko, da mojemu dedeku je malo drugače ime, gre vsako jutro na Šmarno goro. Zdaj Šmarna je z veliko, ali? Ne vem, jaz sem slovenščino rad malo tu pa tam prešvingljal, tako da dajmo še z veliko. Soseda je januarja smučala v Kranjski gori. Tam še nisem smučal, ampak boje je luštno, ja. Kranjska z veliko, gora z veliko. Torej, tukaj gre predvsem za velike začetnice. Tole je z veliko. Dedek Lojze. Vsako jutro na Šmarno je z veliko. Gora je pa z malo. Druga poved. Soseda je januarja smučala v Kranjski gori. Kranjski je z veliko. Gori spet z malo. Dedi Lojza je pa priden. Ja, velike začetnice. Ja. Če je gora, pol je samo prvi z veliko, ne? Soseda je januarja smučala v Kranjski gori. Evo, Kranjsko goro. Zapiši z rimskimi številkami. 9, 14 pa 4. 4 vem, da je to. 14 je... 14 ne vem. 9 je pa 5, 6, 8. Približno. Zapiši z rimskimi številkami. To pa gladko šlo skozi. To ne bi smel biti problem, ker znam zelo dober tarok igrati in bo šlo gladko čez. Super. Ko v cerkvi. X je 10. Ena pa ena.
Z levo roko. 9. Tega se sploh učili nismo. A smo se učili to? Nismo se to učili. 9, kako se sploh 9 zapiše z rimsko? Ali pa 14, ali pa 4. Kako? 4, to pa mislim, da se zapiše kot črtica, pa taki kot V. Mislim, da to bi moglo biti prav. Šesto vprašanje. Zapiši potence kot zmnožke enakih faktorjev. Okay. Torej 10 na 5, bi moglo biti 10 krat 10 krat 10 krat 10 krat 10. 7 4 je pa 7 krat 7 7 krat 7. Jaz mislim, da je to, samo aj treba to rešiti zdaj. Zapiši potence kot zmnožke enakih faktorjev. Ne, to je to. Znači to 10 krat 5. A ne, 10 na 5. 10 na 5 je 5. 10 krat 10 krat 10 krat 10 krat 10. 7 krat 7 krat 7 krat 7. Če to ne ima 7 kao cena, to pa tudi... Kot zmnožek enakih faktorjev. Pa smo spet pri matematiki, ko meni ne gre. Ja, tale matematika, kaj bomo tu naredili? Zapiši potence kot zmnožek enakih faktorjev. Pa glih matematika. 10 na 5. Mogoče bo to prav, ampak matematika ziher nima preme, tako da upamo na najboljše. Ne, matematika spet. 10 na 5 kot zmnožke. Torej 10 krat 10 krat 10 krat 10 krat 10. 7 na 4. 7 krat 7 krat 7 krat 7. Knjiga ima 384 strani. Mateja je prebrala četrtino knjige. Koliko strani je prebrala in koliko strani še mora prebrati? Eno četrtino. 384 deljeno z 4. Koliko strani je prebrala? Če bom na eno četrtino, torej moram to deliti z strani z 4. Spet matematika. Pa glih ko meni, ko matematika ne gre, ne. Množili pa delili. To ne vem, če smo mi sploh to. To sploh ne vem, če smo to delali v osnovni šoli. Število do 500, 288. Definitivno lahko sklepamo, da Mateja ne rada bere, če je od cele knjige prebrala 96 strani. Joj, Mateja, bo treba v 5. razred, ne? Zdaj imamo kalkulatore, ne, tako da kalkulator reši vse, ampak kalkulatorja nimam, ne, to je problem. To je težka bo zelo. To ta matematika, to pa res najtežja stvar v osnovni šoli je matematika. Torej, zdaj, bistvo tega je, da moram, če sem začunal, da je 1/4 96 strani in če moram začunati, koliko je 3/4, koliko še mora prebrati, moram od 384 odšteti 96 in pol dobim, koliko strani še moram prebrati. Zdaj pa hitro to jaz odštejem, pa dobim. Torej 384 strani ima cela knjiga, ne? Meta pa pravi 1/4 od tega. Živno to lahko napišem kot 1 cela tuj, ne? Kaj v telefonu pravim? Tako sem jaz pri matematiki v osnovni šoli pisal 4 ali pa 5. Samo ne tega praviti. Torej 384 je enako 100%. 100%, mi rabimo 25% dobiti ven iz tega in imamo to, križni račun. Imamo... kalkulator. Evo ga, genau. 96 je 25%, oziroma Mateja je prebrala. Hvala lepa, na džungli so ful prijazni, priporočam, da jih obiščete. 96 strani za prebrati, to pa naredimo 384 minus 96, 96. Za prebrati še jih ima 288. Mislim, da je to. 1 trojka bi mogla biti, ali pa 4, no. 5 razred sem bil prav dober, tako da samo ne povedal, da sem švingljal pri matematiki pa pri slovenščini, ampak mislim, da je to. 96 strani. Prebrati še mora pa 288 strani. Jaz mislim, da sem končal svoj test za 5. razred. Evo ga. Štiri, kako? Na Šmarno goro to pa ni, Kranjska gora tudi ne. Verjetno zato, ker še v življenju nisem bil na Šmarni gori.
Ampak ja, 4 pa čist vrejo, da naredim 5. Mama bo vesela. Dobil sem nazaj test za 5. razred, pa da vidim, kako mi je šlo. Zakaj les plava na vodi kot drugo vprašanje? Sem napisal, da je lahek, ampak seveda ni bilo pravilno, ampak sem dobil 0,5 točke. Napiši besedo, ki ima en zlog. Sem napisal konj, 2 zloga cesta. Obojno pravilno. Nekaj pa le znam. Zapiši potence kot zmnožek enakih faktorov. Evo, zdaj smo prišli do matematike. Pri zadnjem vprašanju, kjer smo spet računali, in naprimer z knjigo, koliko strani ima, četrtino, 1, 2, 3 četrtine, sem tudi dobil točko. Mislim, da sem se za 5. razred kar dobro odrezal. Dobil sem oceno 4. Bistveno boljše kot prejšnja 2 testa. Da vidim, ki sem ga po sračko. Aha, evo tle, pri 4. vprašanju. Kranjska gora je točno, ker je z veliko. Aha, tu sem pa jaz opazil neko napako. Kot vidite, tle je profesorica imela prav, seveda. Ampak pri drugi, jaz pa ne vem, če je 7x7x7, 28, ne. Mogoče pol točke, ker sem najdel to napako. Jaz mislim, da bi za pol točke lahko šel protestirati, ne. Pa dobro, v redu je. Ne moram glih vsakega testa 5 pisati. Se ne, da sem živčen, sproščen sem. Kaj to je za banci ali je res to tak? Jaz naredil svoje, čau. Mislim, lahko bi bilo boljše, če bi tu znal par rimskih številk pa to, ampak jaz sem kar zadovoljen. Dobil sem oceno 3, mislim, da je to kar vrejo ocena glede na moje znanje iz 1. pa 3. razreda, tako da sem kar zadovoljen. To je bilo to. Ne pozabite se subscribati, lajkite, komentirajte, šerite med prijatelje, družino. Tule se subscribaj. Tule poglej zadnji video na YouTube kanalu Džungle. In pa tukaj pa pogledajte, kaj polkaholiki priporočamo.